Dobrodošli v 6. epizodi našega podcasta Okoljske zgodbe. Živijo Aljoša, živijo Mojca. Živijo. Moje ime je pa Karmen. Torej 6. epizoda zaenkrat z delovnim naslovom vključevanje javnosti v postopke odločanja na okoljskem področju. Tako smo mu dali naslov. Medtem ko pa nas poslušate ali gledate, ste pa že videli, kakšen je uradni naslov tega podcasta. Zakaj tak naslov? Zato, ker Mojca Mejak prihaja iz društva Eko Bistrc iz Ilirske Bistrice in nam bo danes predstavila, kako se društvo že leta, oziroma društvo je bilo zdaj ustanovljeno, tako civilna iniciativa pa se že leta bori s tamkajšnjim obratom lesne industrije, predelovalne industrije. Aljoša Petek pa prihaja iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja in bo lahko pravzaprav nekako na splošno raven spravil tale prizadevanja Eko Bistrca. Torej danes bomo govorili o splošnem prelitem v konkretno in obratno. Kako naj ljudje sodelujejo pri postopkih odločanja, ki se tiče njihovega okolja, v katerem živijo, kakšne možnosti imajo na voljo in kako konkretno izgleda en tak boj, bom rekla temu. Mojca, najprej seveda lepo pozdravljena še enkrat v našem studiu. Z novim letom ste ustanovili društvo, če sem prav seznanjena, Eko Bistrc. Izhaja pa iz civilne iniciative, ki je združila tebe in tvoje sokrajane in sokrajanke v prizadevanjih, da bi sodelovali v postopku pridobivanja dovoljenja tovarne Lesonit za širitev, se pravi okoljevarstveno dovoljenje za širitev. Zdaj najprej me zanima nekaj besed o društvu samem. Zraslo je torej iz civilne iniciative, ima pa širši namen in širše načrte. Torej društvo je nastalo iz ljudi dejansko, ki so se začeli, torej smo se oblikovali zaradi tovarne Lesonit, ki pridobiva okoljevarstveno dovoljenje. Torej, na Arsu smo podali to vlogo, da bi vstopili v postopek sam. Namen društva je predvsem, da obveščamo ljudi torej o teh okoljskih problematikah. Živimo namreč na industrijskem področju. Torej, že leta nazaj je pri nas delovala tudi tovarna Tok, ki je imela te organske spojine tudi in dejansko imamo zdaj še zmeraj globovnik odlagališče teh organskih odpadkov, ki ni še sanirano. Hkrati imamo bioplinarno, ki se je zaprla, tudi ni sanirana, tudi stoji. In seveda tudi vse te stvari so ob reki, ob varovanem območju parka Škocjanske jame in zraven Nature 2000, kar se nam zdi zelo problematično. Nasploh je industrijska cona v Ilirski Bistrci ob reki. Tako da v bodoče so cilji vsekako, da postanemo nevladna organizacija in nekako opozarjamo ljudi na te problematike in se borimo v to smer, da naredimo okolje boljše za vse. Hvala ti pravzaprav že na začetku za tole poročilo z terena, ker se pravzaprav ne predstavljamo, kje živite. Zdaj pa še Aljoša Petek, tebe tudi prosim, da predstaviš Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja. Morda ga nekateri in nekatere poznate s kratico PIC. Zdaj, pri vas deluje zelena svetovalnica, to mi je najbolj zanimivo, če smo ravno pri tem, kako ljudje ne rešujejo te probleme, o katerih govori Mojca. Lahko kaj poveš o tem na kratko? Seveda, z veseljem. Mi na PIC-u smo sicer razdeljeni na kar, bom rekel, 3 neka krovna področja. Vsi smo načeloma pravniki, jaz sem okoljski pravnik, potem imamo pa še področja, oziroma ki se pokriva področja človekovih pravic in demokracije, pa potem imamo še svetovanje za invalide, za revmatike, za ljudi z duševnimi bolečinami, tudi s pravicami otrok se pravzaprav ukvarjamo. Tako da imamo kar, bom rekel, razgibana področja pokrivamo, ampak jaz sem na okolju. In na okolju se pokvarjamo predvsem za nekim večinoma, bom rekel, za nekim sistemskim pogledom na okoljsko pravo nasploh, pa na implementacijo potem prava tudi v praksi, kako se te vse določbe izvršujejo in kakšen dostop potem v praksi tudi ljudje imajo pravzaprav do teh postopkov in do teh predpisov. In v okviru tega smo
preko več let že zaznali, da enostavno primanjkuje nekega splošnega svetovanja ali pa pravne pomoči za ljudi, ki se znajdejo v nekem okoljskem problemu. Pa zdaj, ali je to, da bom zelo plastičen, od tega, da človek pač kuri, sosed kuri nekomu drugmu smeti, plastiko in tako na dvorišču, pa do tega, da se postavlja neka tovarna v nekem naseljenem področju, pa do tega, da se voda onesnažuje, do tega, da pač imamo recimo takšne in drugačne izpuste, smrad, hrup, dim, vse možne stvari, ki otežujejo, bom rekel, življenje ali pa neposredno vplivajo na zdravje ali pa življenje ljudi. In v okviru tega smo vzpostavili potem zeleno svetovalnico, za katero se res trudimo, da je za ljudi zastonj in je vselej bila zastonj. Gre pa za nek prvi pravni nasvet z področja varstva okolja, ohranjanja narave. Zelo pomemben del je tudi prostorsko načrtovanje, ker to je integralen del pravzaprav varstva okolja. V zadnjem času tudi z področja podnebnih sprememb, tako da kakršnokoli vprašanje pravzaprav imajo, se pravi posameznice, posamezniki, nevladne organizacije, civilne iniciative, tem svetujemo, podjetjem ne svetujemo, se pravi smo nek res, bom rekel, neprofiten free service za ljudi, za tisti prvi pravni nasvet. Po prvem pravnem nasvetu, če pa potem treba še naprej delati, takrat se pa odločimo, a gre za tisti sistemski primer. Mi imamo zelo omejene kapacitete in v tistem primeru se moramo mi odločiti, da bomo pripravljeni vložiti več časa v to ali ne in ali gre za nekaj, kar bo sistemsko, bomo rekli, izboljšalo situacijo v celi Sloveniji, ne samo za ta en primer, ampak nasploh. Se pravi, za sosedske spore se težko angažiramo, ampak za neke, bom rekel, postopke OVD-ov, okoljevarstvenih dovoljenj, soglasij, presoj vplivov na okolje in podobno, pa pogosto smo potem seznanjeni oziroma obveščeni v nekem primeru, s katerim se je smiselno pol naprej ukvarjati. No. Tako da to je na kratko ta naša zelena svetovalnica. Sam si omenil nekaj pojmov, okoljevarstveno dovoljenje, soglasje in tako naprej, o kateri bi mogoče malo kasneje razložila, kaj to je na kratko. Samo še to mi povej, moji kolegi v Ekokrogu praktično dnevno dobivajo sporočila oziroma prošnje ljudi za take vrste pomoč iz vse Slovenije. Ne? In včasih mi pravijo, da imajo ta občutek, da Slovenci in Slovenke ne vedo, na koga se v teh primerih sploh obrniti. Koliko časa ti že recimo delaš na tem področju? Mislim, zanima me ali se to kaj spreminja, se ti zdi, da gre na bolje? Kak je ta manko? Absolutno je manjka v tem, da so te storitve načeloma plačljive, se pravi, ljudje preprosto si ne morejo tega privoščiti. Drug manjko, ki ga imamo, je, da je država zelo dosledno zapustila to svojo nadzorstveno funkcijo nad pravzaprav področjem varstva okolja in narave nasploh, kar pomeni, da ljudje že tako ali tako ne verjamejo, kaj dosti v postopke oziroma v integriteto teh postopkov, tudi njihova transparentnost in pogosto obupajo ali pa se lotijo pač teh postopkov predvsem preko, civilnih, se pravi tožb, to se treba najeti odvetnika in se potem iti pač celoten spor, kjer imamo spet pač sredstva in veliko časa. Tako da na kratko, glaven manjko tudi po naših anketah oziroma vprašalnikih, ki smo jih pošiljali ljudem, je to, da je treba te storitve plačati. Absolutno je to najbolj slabo za ljudi. In potem druga stvar je seveda pač, da je to poleg popolne nepreglednosti sistema, mi imamo totalno prenormirano področje in to zato, ker ne spoštujemo pravil, V neki razviti, bomo rekli, državi ali pa transparentni državi, ti lahko en člen napišeš, varujemo okolje, varujemo naravo in potem bodo oni že izpeljali pravzaprav iz tega enega člena milijon drugih stvari, ki jih je treba narediti. Medtem ko v Sloveniji imamo stotine in stotine členov v 5 različnih krovnih zakonih, ki urejajo področje okolja in to je popolnoma nepregledno in imamo tako zelo prenormirano iz 2 razlogov. Prvo je, da se ljudje izgubijo, se pravi, da pravic pravzaprav sploh ne morejo efektivno uporabiti. In druga je ta birokratska stran, ki pa vsi vemo, zakaj je, zakaj prebirokratiziraš postopke, zato da najdeš notri takšne in drugačne luknje, da tisti, ki imajo res nek interes, da uspejo potem na koncu svoje speljati. Se pravi, tukaj govorim predvsem o investicijskih, interesih. Zasebnih, kapitalskih. Tudi o tem smo že govorili v prejšnji epizodi našega podcasta, kjer sta v bistvu moji gosti Gaja Brecelj iz Monotere in Erika Oblak iz Ekokroga lepo povedali, da je v bistvu, kaj je varovalka proti temu, o čemer se ti govoril, je aktivno državljanstvo in da se moramo vsi Slovenci in Slovenke naučiti, kaj pomeni aktivno državljanstvo. Zašla sem. Mojca, gremo na konkretno. Ja. Se pravi, aktivno državljanko. Ja.
Pa se smejim zraven, samo ne mislim to. Ja, ne mislim se se vem. hecati. Ne. Vi si v okviru društva Eko Bistrc skušate izboriti položaj stranskega udeleženca v postopku pridobivanja dovoljenja tovarne Lesonic za širitev svoje proizvodne, o čemer bo odločal ARSO. Ne? Ja. Koliko časa čakate že? Dejansko čakamo že od 14. oktobra na odgovor, s tem, da je bila vmes tudi že obravnava, kjer so bili udeleženi torej Alpe Adria, Green pa Eko Krog, in mi seveda smo bili tam sam kot javnost prisotni. Tako da, ja, še kar čakamo. Kakšen je osnovni problem z Lesonitom? Kako je živeti ob tovarni? Kako to vpliva na vaše življenje? Ja. Kronologijo, osnovni problem, ja, tako bom rekla, ne. Osnovni problem vsekakor mislim, da se pojavi, ker na papirju je vse lepo napisano. Ne. Torej, ko bereš papirje njihove vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, vse lepo je obrazloženo in napisano, kako stvari bojo v bodoče urejene, ampak dejansko v realnosti pa tu ni tako. Ne. V realnosti mi se srečujemo, torej mi se borimo s tem že kar nekaj časa, srečujemo se s prahom, vidnim prahom, vsakodnevno, s hrupom in pa s smradom občasno. Zdaj ugotavljamo, da za vikende je slabše stanje. Ja, prah je pač prisoten povsod, na mizah, na avtih. Jaz dejansko rečem, preko otroke pelem v šolo, moram najprej obrisati šipo avta, da sploh grem naprej. Hrup je prisoten torej iz sekalnice. To je tak hrup, jaz sem bila pri ljudeh, jaz sicer osebno nimam tega hrupa prisotnega, ampak ljudje, ki pa so v tej bližini, se pa niti pogovarjati ne morejo pred hišo, no, tako konkretno. In tu začne ob 6. uri, zalaufa in pol cel dan je pač tu prisotno. In pa smrad, ja. Smrad je pa pač, niti ga ne znamo opisati, bom rekla. Mi kar rečemo, smrdi po Lesoniti in gremo v hišo in te tu tako rešavamo zadeve zaenkrat. No. Tako da dejansko res je zunaj, recimo, sploh ne moreš mize imeti nič, no, ker tu moraš brisati vsakodnevno. Tako nekako izgledajo zadeve. Kako vpliva na ljudi živeti v takem okolju? Tvoje sokrajane, sokrajanke? Vpliva dejansko na celotno bivalno okolje, ne? Da ne govorimo o tem, da cena nepremičnine pada, torej tudi če bi se želel preseliti, nimaš komu prodati hiše, ker vsi vejo, da tam imamo prah in težave. Problem je tudi, jaz bom rekla, ne vem, so tudi otroci v vasi, ki imajo astmo, ker tudi ti delci verjetno ne koristijo. Ne? In jaz mislim, da zelo se zniža, ko bom rekla, tu neko standard okolja, ne vem, ko bi rekla. Recimo že ta vikend, ki je bilo lepo vreme, mi smo bili v hiši, ker smo imeli ogromno praha, smrdelo je in enostavno nismo imeli vikenda, tako kot ga lahko imeli. Ne. So bile kdaj že opravljene kakršnekoli meritve, ki bi bile dostopne? Recimo? Meritve so bile opravljene iz strani, pač tukaj je bilo iz strani Lesonita, kar se nam zdi sporno zaradi, ker torej naročnik je Lesonit, plača Lesonit in izvajalec seveda naredi meritve. Levša Kima, običajna praksa. Mislim, seveda so tu torej akreditirani izvajalci, ampak mi nekako tudi v tej vlogi, ki jo je Lesonit dal, oporekamo lokacijam, ki so bile postavljene. Zato, ker tudi zdaj, torej mi smo se oblikovali, zdaj kot društvu izvajamo, zdaj tu me je Jure usmeril, da je tu, da se reče občanska znanost. Torej, naredili smo 8 miz, ki so velike 1 kvadratni meter in smo jih postavili na 8 lokacij. In 2 lokacije smo dali namerno tudi tam, kamor so bile njihove merilne postaje. In dejansko je na eni lokaciji prah sploh ni prisoten, torej lesni prah, na tej drugi, kamor je bila merilna postaja, pa ne vem, malo praha, no, bom rekla, proti ostalim lokacijam. Zdaj meritve so bile pa tudi iz strani ARSO-ta, opravljene parkrat, ampak to je bilo tako 2 meseca in ko je prišlo obdobje, torej november, december, ko je najslabše obdobje, so umaknili merilno postajo, tako da pa tudi 2 meseca mislim, da je dosti premalo, no, za neke realne meritve delati. Aljoša, prvi komentar, vidim, da... Ja, mislim, drugega ne moram reči, kot pričakovano, nažalost. Problem, ki se izkazuje, predvsem če zdaj na zadnjo temo, ne, pridemo na meritve, imamo en sistemski manko oziroma velik problem in sicer finančne odvisnosti tako izvajalcev meritev. Ne, te naprave običajno morajo potem konstantno imeti merjenje izpustov.
odvisno od okoljevarstvenega dovoljenja, no, ampak kakorkoli sami naročijo potem pravzaprav izvajalca, ki je akreditiran, ne, tako kot si povedala, ampak je problem tukaj, da imaš ti nekoga, ki najprej poročilo o tem, kakšne izpuste si naredil, da tebi in potem jih ti posreduješ naprej. Se pravi, to je v pravilnikih zapisano, ne, to imamo zakonska pravila, imamo takšna. Se pravi, te stvari se lahko umilijo ali spremenijo ali kakorkoli, tudi če se ne, recimo, bodimo pač idealisti in rečemo, da se ne, postopek je netransparenten, že samo zaradi tega, ker gre za direktno finančno odvisnost izvajalca. Pa ni finančna odvisnost samo tukaj, a ne, imamo tudi med, se pravi, naročnikom, pravzaprav investitorjem, oziroma upravljalcem te naprave, ne, industrijske kakršnekoli že, in tistim, ki preden se projekt pravzaprav vzpostavi, ne, ki naredi presojo vplivov na okolje. In tudi v primerih, se pravi, kakšne vse možne vplive bo imela ta tovarna naprava na okolje. In tudi v primerih, ne, sprememb potem okoljevarstvenega dovoljenja, tukaj vidimo večinoma ne samo povečevanje proizvodnje, tudi v teh primerih potem pravzaprav ta tovarna oziroma upravljalec naroči tistega, ki pripravi poročilo o vplivih na okolje. Vidimo, a ne, spet to direktno povezavo in pri teh poročilih je pa še celo tako, a ne, da niti ni neke možnosti, da ti recimo ne zavržeš preprosto poročila. Se pravi, rečeš, to ni dovolj v redu zame kot naročnika, ne, in rečeš ne, hvala, adijo, in naročiš drugega, ne, da niso plačani, ampak tako. In potem so ti izvajalci poročil, ki pravzaprav v Sloveniji ne rabijo posebne akreditacije. To je še hujše, ne, recimo kot pri meritvah, kjer moraš biti akreditiran, ampak je lahko katerokoli podjetje, ki pač te storitve izvaja, pripravi to poročilo, a ne, in je veselo, da jim potem naročnik seveda plača za tako poročilo. Se pravi, avtomatsko to poročilo bo prilagojeno naročniku. In to je problem, ki smo ga naslovili že jaz v svoji recimo 4-letni profesionalni karieri sem imel s tem stika najmanj pri 3 ali pa 4 spremembah zakonodaje v teh nekaj letih, da ne govorimo o tem, da se drugi s tem spopadajo že pač desetletja oziroma več. Čeprav mislim, da je tle pa tudi zakonodaja problem. Ne? Torej, mi imamo tle recimo Lesonit je prvi onesnaževalec s formaldehidom v Sloveniji, po podatkih ZARS-a, in recimo formaldehid sploh ni opredeljen v zakonodaji, ne, mejne vrednosti. In lih tako je recimo, mi imamo prah, ki je viden, kar smo nekako, torej ARSO je rekel, da tu je dejansko bi mogli meriti prašno usedlino, in ta prašna usedlina v preteklosti je bila tudi opredeljena zakonsko, mejna vrednost, in so zdaj pač tu vrgli ven iz zakonodaje, tako da tudi ni opredeljeno zakonsko. In potem je tle problem, ker po zakonodaji dejansko vse štima, ne? Da, vse štima po zakonodaji, plus lahko se priredijo, pač zaradi takšnih in drugačnih razlogov se lahko rezultati prirejajo. Tudi z področja recimo hrupa in smradu, sploh nimamo neke resne ureditve, recimo to je tudi izjemno težko dokazovati nasploh s temi mejnimi vrednosti in tako da mogoče sam še ta dodatek, da in zakonodaja in praksa sta problem, se pravi, in spostavljanje pravni sistem tak, da omogoča take nepravilnosti in potem še nadzora tudi nad tistimi dobrimi določbami, recimo, v praksi je zelo slab, zelo slab. Ko sem se jaz pripravljala na tale naš pogovor, sem malo pobrskala po tem, kar je recimo že pisalo v medijih in tako naprej o vašem primeru, in tam je bilo jasno povedano, tovarna se ne odziva, tovarna molči, kar se mi zdi tako simptomatično. Molčijo, dokler pač enkrat ne morejo več molčati, ponavadi je tako, ne. Kakšne odzive dobivate? Je kdo, ki bi moral spregovoriti, sploh že spregovoril? Zdaj pa govorim recimo tudi o lokalni politiki, Odzivi so zelo tako, bom rekla, zdaj lokalna politika, če rečemo občina trenutno, nekako je, bom rekla, na naši strani, tako kaže. Sam jaz vidim, da pač tu so državne institucije, ki pač delajo od 7 do 3 in to je tu, ne. Pač mi se s tem ukvarjamo prostovoljno po popoldanskem času in si prizadevamo za to, ne. In tle vidim jaz en velik manko, no. Jaz mislim, da neka občinska politika bi mogla imeti nek odbor, ne vem, vsaj nekoga zaposlenega, da v tej smeri deluje, na občini, če bi teli te stvari reševati in pravilno delati za to. Potem, recimo, kar se mi zdi velik problem, je lih ta nadzor, ker če kličeš ti inšpekcijo, je
čist neodzivna. Mislim, mi ne dobimo, čeprav napišeš, da zahtevaš nekako neko poročilo ali karkoli, ne dobiš nobenega odgovora. Dejansko ne dobiš niti odgovora, če so tisti mail. Mislim, tisti avtomatski mail dobiš, no, da je mail bil prejet in to je tu. Ne. Tu se mi zdi recimo velik problem. Potem, če gledamo, no zdaj se je tudi Lesonit nekako odzval, torej so vstopili v kontakt z županom, da želijo pogovor z ljudmi. Sam tu je vse tako na tej ravni, pač podpište, če mi dobimo OVD, bojo stvari se uredile, ker bo v temu planiramo pač izboljšati zadevenja na tak način. Ne vidim, da bi bilo kaj posluha, da bi naredili en korak proti nam, da bi jim mi potem lahko zaupali in nekako verjeli, da bomo delali v to smer, da bo dobro za ljudi tudi. No. Še enkrat hvala za tole poročilo s terena. Res si ne predstavljamo, ne, pravzaprav mi, ki ne živimo v takih območjih, kaj to pomeni delati in živeti na takem območju. Ja, Aljoša, si hotel nekaj? Ja, jaz sem si sam sproti zapisujem, da ne bomo sam negativni. Ne? Ja. Na inšpekcijo se je zelo pametno obrniti, pa sem ziher, da ste to tudi probali, no? Ampak da se v čim večjem številu pač obrne, se pravi, da se pošle pač, ne vem, do 100 prijav, a ne? Se poskrbi, da se iz tega naredi velik hura, ne, z nekim omenjanjem bojavnosti in tako naprej, pa so pa še čist pravni vidiki, ste rekli, da ste zahtevali, ne, zapisnik recimo o ogledu, potem, da se tudi sporoči, kdaj bo ogled, se pravi, da vam javijo, kdaj bo ogled in potem po opravljenem ogledu, katere ukrepe so sprejeli. Se pravi, že na ta način se to našo neodzivno inšpekcijo, vsaj v določenih primerih, no, tudi po mojih oziroma naših izkušnjah, da se jih vsaj malo ustraši, a ne, da zdaj pa treba nekaj reagirati. Ja, sam ne dobimo odgovora, ja. Ne? Razumem. Lejte, pa enostavno v teh primerih pride upoštev potem samo, bom rekel, javni pritisk, zato ker inšpektor čist po pravu, a ne, ni dolžan obravnavati vsake prijave, ki jo dobi. Se pravi, oni naredijo selekcijo in vidijo in potem naredijo, a ne, kaj obravnavajo in kaj ne. Čeprav naprave, a ne, z onesnaževanja večjega pač obsega so na prioritetni listi, a ne, inšpekcije, tako da bi mogli v teh primerih bolj reagirati. Klej pač enostavno sam to masovnost, no, sem hotel poudariti. Ja. In odzivnost inšpekcije, ki je pa slaba v vsakem primeru. Tukaj imamo tudi en sistemski problem, na katerega bi rad opozoril in skozi opozarjam. Sama inšpekcija za okolje pravi, mi imamo 200 zaposlitev premalo. Se pravi, inšpekcija sama v poročilu, a ne uradnem, 200 inšpektorjev imamo premalo oziroma 200 ljudi premalo zaposlenih. To bi predstavljali ne vem koliko milijonov, a ne dodatnih pač sredstev, ki jih država vsekakor ima, a ne, ampak jih iz nekih, bomo rekli, očitnih ali pa neočitnih razlogov noče nameniti temu, a ne, da bi se inšpekcijski organi opolnomočili in to tudi pomeni, da na letni ravni 1000 primerov ostane, bom rekel, v omarah. Ne vem, do nekaterih se očitno nikoli ne dokopajo oziroma jih nikoli ne spravijo v neko reševanje, to so stvari, ki ostajajo, ne vem, desetletja, tako da, ja, to je neko realno stanje. Dežurna služba še tole, a ne, nek dežurni inšpektor v Sloveniji ne obstaja, se pravi, v trenutku nekega izrednega dogodka nimamo nekoga, ki bi stopil na ta kraj izrednega dogodka in vzel meritve tla, vode, zrak, karkoli. Na zadnje, ki se je spreminjal tudi zdaj zakon o varstvu okolja, ne, pred kratkim smo predlagali točno to preko pač opozicijskih strank, ker čez koalicijske to ni šlo, da bi se vzpostavila na ministrstvu dežurna služba, ne, ki bi letela na take območja oziroma dogodke in vzela samo vzorce, pa bi se potem izmerala, ne, oziroma upravljali te akreditirane meritve, ampak to, da so vzorci tam, kjer so. Tako da država se še nekako na vse pre tega opira, no, tej nadzorstveni funkciji. Všeč mi je bilo, Aljoša, ko sem brala en tvoj tekst, ko si napisal na začetku, pravic, ki jih ne poznaš, jih preprosto nimaš. Ta tvoja misel mi je zelo všeč. Zdaj bi jaz v bistvu vprašala, Mojca, kje ste pa vi v društvu oziroma ti sama izvedla za tele pravice oziroma za to, da ste sploh začeli? V bistvu me to zanima, zato ker bi rada navezala potem, da bi Aljoša povedal nekaj stvari o tem, kako naj bi pa sodelovala javnost v Sloveniji. Ja, jaz bom tako rekla, torej, tako ko sem rekla, tle se že borimo od leta, ne vem, mislim, da je šel, najprej bil mokri postopek, so se ljudje za reko borili, potem je šlo v zrak, so se za to borili, torej že naši starši so se tle
pač s občino in se z Lesonitom pogovarjali. In nekako, bom rekla, tudi od njih smo se naučili, da sami ne bomo mogli. Ker ljudje so tudi leta 2006, ko je tle bila tovarna kupljena od Fantoni Grupa, ki je zdaj lastnik pač tovarne, so podpisali, torej vodstvu Lesonita je podpisalo dokument, da bo, torej obljubili so protihrupne ograje, neke meritve, merilne postaje in tako naprej, in nič iz tistega se ni uresničilo. In potem smo se mi odločili, da moramo drugo pot zdaj izbrati, ker očitno tako ne bo šlo, da sami delamo. Ne? In zato sem polje stopila v kontakt z Ekokrogom. To je bila prvi tisti korak, no, ker sem rekla, pač vsi poznamo zgodbo Ekokroga, torej zgodbo z Lafargem, ki se je zgodila. Bom rekla, tako eno upanje nam dajejo, da se pa da. Torej, tako sem se z Urošem menila večkrat, ne, vse se da. Sam treba biti zelo strajen. In potem sem jaz z njim torej stopila v kontakt tiskrat. In dejansko nam je Ekokrog bil tle zelo velika podpora. No. Tako bom rekla, zelo so nas in dali kontakte in usmerjali. Bili smo tudi tam pri njih na teh delavnicah, da so nas malo izobrazili, pač kako zdaj delovati. In vsekakor smo rekli, brez odvetnika ne gremo več to zadevo, ker tudi zdaj, ko imamo odvetnika, moram reči, da je neprimerljivo. Ne, kako odvetnik zadeve vodi in kako pozna stvari. Ker jo ne moreš, ti ne moreš tako poznati stvari. Ne. To je dejstvo. Pa smo v bistvu spet tam, kjer smo bili na začetku, a ne? Ja, nam je dejansko Ekokrog, no, nas usmeruje, pa tako vidim jaz, ljudje so zelo apatični tudi, ne? Tako občani, jih je treba kar zbuditi malo. Jaz vidim zdaj, torej, ko smo že skoraj pol leta bo, ne, odkar smo vložili to vlogo, vidijo ljudje, da pa, zdaj pa ni kar, da je kar, zdaj pa neki pa delajo očitno, in vidim, da zdaj mogoče se ljudje, ampak malo, počasi mogoče prebujajo, pa rečejo, v redu je, da smo tisto naredili, ne. Torej smo naredili en dober korak. Slovenci in Slovenke se učimo. Bom citirala še eno mojo gostjo iz 4. epizode, Špela Berlotis, direktorica Cipre Slovenije, je bila moja gostja in je točno to rekla, da se Slovenci in Slovenke pravzaprav učimo. In pač moja misel je bila, da smo nekje, ne vem, kje v puberteti ali kje, kako sodelovati pri upravljanju svoje države, ali nas še v puberteti nismo, ne vem. Skratka, Aljoša, na kratko bi jaz želela vseeno postaviti pravni okvir tega sodelovanja javnosti, o katerem govorimo. Ne. Orhuška konvencija, ratificirana v Sloveniji 2004, ima 3 stebre. Pravica do informacij, sodelovanje v postopkih in sodno varstvo. Na kratko te prosim, če poveš, kaj pomeni, kaj v bistvu konkretno, morda pravzaprav lahko tudi na Ekobistrc primeru, kaj konkretno pomeni kaj. Mislim, bom skrajno praktičen, se pravi pravica do dostopa informacije oziroma ljudje, nevladne organizacije in druga civilna združenja, tako kot je formulacija v Orhuški konvenciji, imamo pravico, da dobimo vse okoljske informacije, ki jih pravzaprav zahtevamo od državnih institucij. To je zakon o dostopu do informacij javnega značaja in vsako pač ARSO, Ministrstvo za okolje in prostor, inšpekcija in tako naprej so nam dolžni zagotoviti v roku 1 meseca vse podatke, ki bi morali biti javno dostopni. V primeru, da to ne uspe, imamo tudi vzpostavljeno v Sloveniji, bi rekel, zelo učinkovito varstvo tega preko informacijske pooblaščenke. Tako da recimo dostop do informacije ček. Mi še nismo imeli izkušnje, kjer se na koncu ne bi dokopali. Če je organ zavlačeval, smo vseeno prišli do informacij za dodatnimi postopki. Potem imamo pa ta 2 druga stebra, ne, in sicer sodelovanje javnosti pri odločanju v okoljskih zadevah. Tukaj smo v fazi, preden se zgodijo tožbe in podobno. In v teh primerih smo pa v Sloveniji, zdaj tako bom rekel, pravno gledano bi stvari mogle relativno v redu stati, marsikaj je za izboljšati, ampak bi mogle. V praksi imamo pa velik problem, ker te pravzaprav pravice nevladnih organizacij z statusom so recimo omejene na nevladne organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu, se pravi, ne more se kar eno društvo pravzaprav prijaviti oziroma ga lahko utemeljeno zavržejo. Medtem ko fizične osebe v postopkih, ki so, bom rekel, okoljsko najbolj zahtevni in najbolj pomembni, kar so okoljevarstveno soglasje, okoljevarstveno dovoljenje in tako naprej. V okviru okoljevarstvenega soglasja seveda naredi še potem presojo vplivov na okolje,
In tukaj je normirano tako, da se ljudje, na katerih pač bo vplival ta poseg v okolje ali pa ta stavba nova, imajo pravico do sodelovanja. Ne? Se pravi, lahko v tem postopku podajo svoje komentarje, pripombe, rečejo, zakaj to za njih ni v redu. Ali je to upoštevano ali ne, a ne je pa potem druga stvar. To imamo pa zdaj, bomo rekli, tako birokratsko kot politično kulturo, a ne, ki potem določa, v kakšni meri so ljudje pravzaprav upoštevani v teh postopkih. In tukaj, če gledamo zdaj Aarhuško konvencijo, moram reči, da nismo posebej učinkoviti, a ne, ta del je, bom rekel, relativno slab. Še posebej, ker se potem to nekako vse zavrača. Neka praksa je, ne, da večinoma zavržemo, če so to neke organizacije ali ljudje, ki nimajo politične moči ali pa neke družbene moči za pritisniti. In potem imamo pa seveda, ne, ta tretji steber, ki je pa sodno varstvo. In vse ti ljudje, ki so sodelovali v teh postopkih, imajo potem, zdaj zelo posplošujem, da smo si na jasnem, ne, da me ne bo kakšna pravnica ali pa pravnika posluša, da me ne bodo uhtale pa odrezane, ne, zelo posplošujem. Ampak potem na koncu po teh postopkih in seveda tudi drugih, ne samo okoljevarstveno soglasje in dovoljenje, imamo pa možnost, da če se ne strinjamo, ne, potem za izdanim okoljevarstvenim soglasjem oziroma dovoljenjem, pa presojo vplivov na okolje, ne, so tako ločeni nekako postopki znotraj teh zadev, lahko tožimo, ne, lahko tožimo na upravno sodišče, to je pač nek prvi korak. Se pravi, je nekako zagotovljeno to sodno varstvo, je pa problem, kakšen dostop imajo pravzaprav ljudje in organizacije do tega sodnega varstva. To je kompleksna stvar, tukaj moraš noter dokazati svoj interes, moraš pokazati konkretno, kaj je narobe. Potencialno moraš, oziroma ne potencialno, zelo, zelo priporočljivo je, da imaš tudi meritve upravljene nepristranske, ki stanejo, bom rekel, zelo velik denarja. Če sem jaz zdaj na primeru Salonita Anhova, če se mogoče še mečkam tja vržemo, tam smo ocenili, da so meritve 80-100 tisoč evrov, da lahko sploh dokažemo, a ne, da se neke stvari narobe dogajajo, ker je vse v okviru zakona, vse je ok, vse je gladko. Tako da te meritve so, a ne, tist, bom rekel, res problem potem pri sprožanju upravnih postopkov. V upravnih postopkih nimamo nekih resnih stroškov, razen z odvetnikom, a ne. Potem pa, če bi se pa človek, a ne, šel zasebne oziroma rečemo civilne tožbe preko odvetnika mimo državnih organov. Zdaj se pa ne toži več država, ampak neposredno podjetje. Smo pa v Sloveniji vse do zdaj imeli izjemno velik problem, da okolikor nekdo toži neposredno, a ne pravno osebo, ki upravlja neko tovarno, če izgubi to tožbo, mora plačati vse stroške nasprotne stranke. To je pa tista glavna, največja ovira v Sloveniji, da se takih tožb sploh ni. Pravzaprav. Takih tožb je zelo malo, oziroma da bi jaz vedel za neke res, res pomembne take tožbe, jih ne poznam. No, moram reči, da jih ne poznam. Tako da zdaj smo pa pred kratkim v okviru tega, ne, to so zdaj ti 3 stebri zelo praktično prikazani, se pravi, vi ste nekako v drugem stebru, a ne poskušate sodelovati v postopku in verjetno boste potem šli še v 3. steber v pač sodne postopke. Ampak vseeno optimistično bi rad sam to dodal, da pred kratkim se je spremenil spet zakon o varstvu okolja, v katerega smo z postreferendumskim pritiskom uspeli notri zriniti tudi eno določilo, kjer če nekdo prekomerno onesnažuje oziroma potencialno škodi zdravju ali pa življenju ljudi, da lahko sproži postopek, a ne neposredno zoper onesnaževalca, se pravi zoper zasebno podjetje in sodišče lahko odloči, da ne rabi plačati v primeru izgubljene tožbe, ne rabi plačati stroška pač nasprotne stranke, ki v tem primeru, a ne, to so milijonski zneski za odvetnike. Tako da tukaj je bil en zelo velik premik naprej, ki se ga pravzaprav že večkrat bojim javno izpostavljati. Zato, ker že razmišljam, kakšne vse taktike bodo zdaj ta podjetja pravzaprav zavzele. Prva tožba, ki se bo zgodila na podlagi te nove določbe, bo pravzaprav celotno prakso v Sloveniji, po moje, vzpostavila. Ja, tako da bomo videli, kaj bo. No. Ampak je to nek, bom rekel, zelo pozitiven premik naprej. Se pravi, ali rabiš plačati milijone za odvetnika nasprotne stranke ali ne, in zdaj, če ne, bomo rekli, je precej olajšana ta pot. Zdaj pa pri svojih odvetniških stroških je pa tako, a ne, so tudi takšni, ki en del naredijo, bom rekel, pod zelo nižjo tarifo, kot pač, bomo rekli, uradno odvetniško tarifo ali pa neko pričakovano. So nekateri, ki to delajo zastonj.
Ni pa to neka pogosta praksa, definitivno ne in kle na tem področju je treba tudi, bom rekel, čisti iz prakse, iz svoje prakse, ne povem, da je zelo težko se napolno vršiti v nek primer not, konkreten in zato dobiti popolnoma nobena sredstva. Se pravi, ti imaš službo, recimo jaz imam službo zraven, pa potem še nek konkreten primer, a ne za katerega ne bom nikakor finančno pokrit, je to izjemno težko, izčrpajoče, a ne, se pravi, ni, bom rekel, trajnostno. Tako da v teh kontekstih se potem neki crowdfundingi ali pa take stvari, da nekako skupnost ali pa se razširi problematika po Sloveniji, pa se skuša pridobiti nekako sredstva iz zasebnih donacij, se pravi ne iz podjetij in tako naprej, da ostanemo pač res nepristranski, ampak iz zasebnih donacij, da se potem lahko vsaj deloma financira ta odvetniški strošek oziroma pravna pomoč. Na primeru pravne mreže za varstvo demokracije lahko ne povem, čeprav je bilo to zdaj skrajno aktualno, bolj aktualno kot en lokalni problem, je bilo zelo veliko denarja pridobljenega pravzaprav preko individualnih donacij, ker so ljudje začutili, da je nekaj hudo narobe, in so pač donirali, podprli to mrežo, da lahko pomaga individualnim ljudem potem naprej. Tako da te crowdfunding metode ne pozabiti, mogoče razmišljati o neki širšem angažmaju na ravni Slovenije s pomočjo pač ekokrogov in drugih nevladnih organizacij, ki so bolj vse slovenske, sam tukaj. Ja, meni se zdi, da denar je velik problem tle, tudi za ljudi je pač problem, ker je treba denar dati. Jaz vem, ko smo mi zbirali ljudi za dati vlogo. Mi smo dejansko 14 dni hodili od hiše do hiše in ljudi sploh obveščali, zakaj se gre. In ko je bilo treba dati pa denar in podpis za odvetnika, se je pa marsikdo umaknil. To je velik problem. Zdaj druga zadeva, mislim, da je odvetnik mogoče še najmanjši strošek v zadevi, če greš v tožbo proti tovarni, ker mislim, da meritve je dosti večji strošek. Torej, če bi bil sam za pokrit odvetnik, ne bi bil tak problem. Tako da je zdaj izbiranje denarja, je pa, se veste, se mi zdi, da nismo še v Sloveniji toliko ozaveščeni. Veste, kaj je problem? Ker tovarna onesnažuje in to je na dolgi rok škodi. Noben ne vidi, da zdaj trenutno si ti bolan zaradi tega. Ampak vnaprej se pozna. V tolikih letih se pozna, da nekdo, zboli za neko boleznjo. In tle ne moreš človeku predstaviti, da tu njemu že zdaj škoduje. Pa še nekaj se mi zdaj le posvetilo, ko te poslušam, zakaj je moja kolegica Erika rekla v prejšnji epizodi, da onesnaževalci jasno naštudirajo, v katero okolje se lahko umestijo, torej v socialno in premoženjsko in na kakršenkoli način ranljivo okolje, kjer je seveda manj možnosti, da bodo naleteli na odpor, ker ta odpor tudi čisto prozaično, bo težko podprt z denarjem, ki smo gotovili, da je tudi pač potreben žali Boga. Smo se zagovorili. Aljoša, zdaj bi te pa jaz prosila tako za veliko, ogromno si že povedal, res veliko, ogromno tudi nekih pojmov, ki morda nam sploh niso znani, a lahko strneš v en tak 1, 2, 3, 4, 5 korak. Kako lahko sodelujem pri sprejemanju predpisov, ki pomembneje vplivajo na okolje, v katerem živim? Vodič. Se pravi, prva stvar, ki je nažalost taka, je, da je treba spremljati, kdaj se predpisi spreminjajo. Na spletnih straneh ministrstev, ki so pristojna za te predpise, se pravi Ministrstvo za okolje in prostor, ima spletno stran, tam imaš oglasno desko gor in točno vidiš, katere predpise pravzaprav sprejema oziroma spreminja. Tako da to je prvi korak. Tam je ponavadi potem tudi naveden rok, v katerem lahko sodeluje javnost, da sporočiš pač svoje stališča, mnenje, pripombe. MOP se do tega nažalost pač oziroma kjerokoli ministrstvo se ni dolžno do tega opredeljevati. Je pa dejstvo, da če se deležniki pomembni oglasijo na tem področju, da se potem nek odziv se zgodi. Takšen ali drugačen ali medijski ali pa karkoli. Se pravi, to je nekako tista faza sodelovanja, ponavadi je to en mesec, v okviru katerega lahko podaš pripombe in predloge. Potem pa se zgodi celotna faza po tem, sprejemanju tega, če recimo zakon gre potem v državni zbor
V državnem zboru imamo spet možnost, da se vključimo pač v ta postopek, da političnim strankam sugeriramo, kakšne stvari je treba spremeniti, ker so potem politične stranke tiste, ki lahko amandmirajo tak predpis, a ne ga spremenijo na boljš. Se pravi, tukaj je treba imeti dejansko stik oziroma pač pisati, kontaktirati kakorkoli preko drugih znanih mogoče organizacij ali pa karkoli, da se neke take amandmaje oziroma spremembe dajo noter. Se pravi, tukaj smo že v fazi, ko ne moramo v celoti nečesa negirati, ne, ampak popravljamo recimo neko že ustvarjeno zadevo. In potem po sprejemu v državnem zboru, če smo zelo angažirani, lahko še probamo državni svet prepričati, da da en veto, da mora potem državni zbor z večjo večino, da mora odločiti, ne. Lahko pa tudi ugotovimo, da je nek zakon v nasprotju z ostalimi pravili, predvsem z ustavo v Sloveniji, lahko gremo na ustavno sodišče, ker to pač posega v naše pravice, takšne in drugačne. Tako da to je zelo na kratko, ne, celoten postopek. Zdaj pa, če sem že zelo praktičen, kadar želiš oziroma kadar mi želimo spremeniti posamezen predpis, gre za neko vrsto pogajanj. Gre za nek pritisk, političen, javni, s katerim skušamo ustvariti spremembe. In tole ni lahka stvar za posameznike, je to, bom rekel, skoraj nemogoče, ampak ko se pa združijo, ne ustvari neka masa, kar smo pa v zadnjem letu vseeno videli na kar nekaj primerih, je pa odziv pač nujen, oziroma nekako se mora pač ministrstvo ali drugače odzvati. Videli smo potem tudi referenduma, ne, to je tudi ena izmed poti, kako nasprotuješ sprejetju nekega zakona, predpisa. Sam še to, ne. Imamo pa tudi vladne predpise, ki se sprejemajo neposredno na vladi, uredbe, imamo pravilnike, ki se sprejemajo na ministrstvu oziroma jih minister sprejme. Tudi v teh primerih je zelo podobno, se pravi, je neko obdobje, a ne javne razprave, komentarjev. V teh primerih je pa mogoče brez pač te parlamentarne procedure, se pravi, lahko samo ugotoviš, da je nekaj neustavno ali kakorkoli, ali pa v nasprotju z drugimi zakoni, ne v tem primeru, ker so vseeno podzakonski akti, ki jih vlada in minister lahko sprejemajo. Tako da tam lahko potem spet reagiraš v smislu ustavnega sodišča, je pa to tono. Zdaj smo govorili o predpisih. Da. Kaj pa okoljski posegi, kot recimo, jaz temu rečem poseg, ne vem sploh, kakšen je pravilni izraz, ampak kaj pa vse te ostale stvari, ki se dogajajo v našem okolju? Recimo dograditev tovarne. Gremo direkt na tovarno, ne na delovanje neke tovarne, rečemo najprej vzpostavitev, ne, v primeru, ko se nekaj gradi, mora ta dobiti pač okoljevarstveno soglasje, mora biti opravljena presoja vplivov na okolje in v okviru te presoje se lahko vsi, na kogar pač vpliva, bo vplival ta objekt, lahko podajo zahtevo, da se vključijo kot stranski udeleženci v ta postopek. Tukaj je zdaj, ekobistrca. S tem, da še ena stvar se mi zdi pomembna poudariti, v Sloveniji tega pa niso povedala, ne, Ljoša, civilne iniciative v Sloveniji nimajo te pravice. Civilne iniciative nimajo te pravice, bodo jo pa zdaj imele. Bodo. Da, zdaj se spet s spremembami zakona o varstvu okolja, s katerih smo dosegali, bom rekel, izjemno veliko, bodo civilne iniciative lahko se vključile se pravi, morali biti priznan stranski status, ne? Če bodo imele, pač mislim, da smo zdaj, ne me zadržati za besedo držati, ampak 500 ljudi mora biti podpisanih po to civilno inicijativo in potem pride v postopek noter. Do danes to ni bilo možno. Ja, ker mi dejansko smo kot posamezniki, ne? Vsak posebej, sicer nas predstavlja isti odvetnik, ampak smo vsak posebej mogli dati torej vlogo, ne? Da, in to ste naredili zato, ker kot društvo, ne, ali pa kot civilna iniciativa niste mogli nič. Če ste pa neki sosedi, pa prah pride na vašo zemljo, a ne, potem pa imate interes pravni in to je pač to. Oprosti, Ljoša, sem te prekinila, začel si razlagati, ne? Se pravi, kje smo ostala? Na koncu smo bili točno pri tovarni. Da so oni v tem trenutku so v tej fazi, ne? Da. Sva rekla. Oni so bili v fazi, ko tole že, zdaj se spreminja, verjetno okoljevarstveno dovoljenje. Ali v kakšni fazi smo? Ja, zdaj smo v fazi, da čakamo odgovor Arsota, torej, če nas bo potrdil za biti stranski udeleženec v postopku. In spreminja se pa dovoljenje, ne, za nekaj drugega, ali se še komaj vzpostavlja neko delovanje? Se pravi, spreminja se, sklepam. Spreminja se, ja, povečavo pač planirajo, ne? Da. Se pravi, in v primeru spremembe, in v primeru neke nove gradnje, poseg okolje je čist appropriate izraz, se lahko pač vključiš v te postopke, zato ker včasih tudi ni treba presojo vplivov na okolje narediti in če se ti kot stranski udeleženec vključiš v ta postopek, lahko opozarjaš na to, da mora biti narejena.
Imamo neke meje, a ne imamo spet zakonodajo oziroma uredbo, ki določa, če se poveča za toliko proizvodnje, ni treba narediti, a ne, če se več kot to, je treba narediti presojo vplivov na okolje. In tukaj ta institut presoje vplivov na okolje je zelo pomemben, zato ker se notri lahko opozarjaš na vse vidike, ki jih je treba upoštevati pri pripravi tega poročila, a ne, ki je pa potem podlaga za odločitev to, ali lahko sploh deluje ta naprava ali ne. Odloči pa polane ministrstvo. Tako da ja, to je, bom rekel, ta faza postopka, podobno je, a ne, se pravi pri vzpostavljanju in pri spreminjanju okoljevarstvenih dovoljenj. Imamo tudi en institut okoljske škode v Sloveniji, a ne, pri katerem se prav tako javnost lahko udeležuje in podaja svoje pripombe. Gre za primere, kadar nek povzročitelj povzroči neko širšo škodo v okolju in ne v primeru takih, bom rekel, individualnih ali pa neke lokalne skupnosti, ampak res, ne vem, onesnaži vodo na Krasu ali pa nekaj takega. Ne, imamo institut, pri katerem mora potem ta povzročitelj odgovarjati, in tukaj imamo podoben sistem sodelovanja v smislu vseh pripomb in predlogov, kaj vse bi bilo treba narediti oziroma kako vse bi bilo treba povrniti to stanje v tisto, kar je bilo prej, če je to sploh pač možno. To so nekako tisti glavni okoljski postopki. No. Okoljevarstveno soglasje je, bom rekel, kritično, presoja vplivov na okolje je kritična, pri dovoljenju se potem ne ukvarjamo z dovoljenjem. Do zdaj smo imeli, če še enkrat sam na hitro povzamem, tako da je lahko samo nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu, pa fizične osebe, ki so pravzaprav na katere je vplival ta objekt, lahko sodelovali kot stranski udeleženec. Zdaj se to razširja še na civilne iniciative, se pravi z nekaj 100 udeleženci oziroma člani. In prav tako mi smo imeli en velik problem v Sloveniji z vplivnim območjem, pravzaprav tovarne, kjer se je ta vplivno območje, da si ti še lahko upravičen, da se udeležiš kot stranski udeleženec, si bil pravzaprav avtomatično izključen v nekaterih primerih, ker je vplivno območje tovarne dobesedno na parcelo, na kateri je ta tovarna postavljena. Se pravi, vsi ti izpusti v okolje, v zrak, v vodo, v tla, niso več prišli v poštev, ker oni niso bili več odgovorni za to. Tudi to se zdaj spreminja oziroma gre na boljše, tako da bom rekel tudi ljudje, ki so bolj oddaljeni oziroma ki dokažejo kakršenkoli vzročno zvezo med tem, kaj počnejo v tovarni, pa kako se njihovo zdravje pač na to bi lahko ali pa se pravzaprav dogaja, kaj se dogaja z zdravjem, lahko pač potem sodelujejo v teh postopkih. Ja, ker tle mi imamo isti problem. Ne? Torej vplivno območje je meja njihove parcele, kar pomeni, da celo na eni lokaciji prav tako, bi rekel, zaobide eno hišo, ne? Tako da to je tudi nekako naša pripomba na zadevo. Pred koncem našega pogovora, v bistvu, Mojca, nismo rekli nič o tem, kaj želite oziroma zahtevate. Ti si jasno rekla v nekem intervjuju, ne govorimo o zaprtju tovarne, govorimo o drugih stvarih. Ja, mi ne govorimo o zaprtju tovarne, govorimo o tem, da želimo, da se zdaj vzpostavi stanje, torej, ki bo primerno za bivanje tam. Torej, zdaj ne rešijo hrup, ne rešijo izpuste na to kapaciteto, ki jo zdaj delajo. In potem šele pravem se lahko pogovarjamo o povečavi. Je pa res, da ta tovarna stoji v mestu, torej mi moramo vedeti, da ima naselje z obeh strani, in mi tudi trdimo, da tudi iz tega vidika se moramo vprašati, dokje se lahko taka tovarna povečuje. Ker vemo, da tovarna, se veste, na 10 let se spet poveča. In mislim, da tle se mora pa tudi verjetno občinska politika in še verjetno tudi Arso in MOP nekako, ne vem, vprašati, dokje zdaj lahko gre. Da ne govorimo o tem, da je Ilirska Bistrica torej kotlina, da imamo torej 86 dni toplotne inverzije, kar še poslabšuje stanje. Tako da ne zaprt, ampak urediti zadeve. Da bo vsaj vzdržno. Ja, če že. Ja. Hvala vam, ker ste bila moja gosta, super zanimivo, res. Aljoša in Mojca, za konec bi jo tole vprašala. Kaj bi bilo sporočilo enega pravnika, ki že toliko časa se ukvarja s temi, a so to mlini na veter? To mi je zdaj prišlo na misel. So, ampak vsake toliko se jih poruši, tako bom rekel. Kaj bi bilo tvoje sporočilo ljudem, ki recimo se znajdejo v takih položaju?
da kontaktirajo nekoga, ki ima že, bom rekel, neko skupnost za sabo. Se pravi, to je bil zelo praktičen primer. Tako je lažje, ker je več ljudi na kupu, potem informacija pride na takšen ali pa drugačen način na prave naslove in potem je tudi možnost vplivanja na karkoli je pač večja. Tako da ne obupati, ne biti sam oziroma ustrajati na neki individualni, na individualnem angažmaju. Dajte poiskati organizacije, dajte poiskati ljudi, pomoč, ki imajo izkušnje s tem, pa bo vse tako lažje. Mojca? Ja, jaz bi tudi rekla, da vse se da in da pač se treba aktivirati in tudi. Evo, skrajni čas, da zaključimo. Mojca, malo vode? Jaz bom med tem, da se Mojca odkašla, rekla v bistvu, kaj, ko tako poslušam, pravzaprav je kaj? Ne obupati, ne sedati? Ne. Govoriti. Ja, jaz mislim, da ja. Je težko, ampak ko se človek bori za življenje oziroma za zdravje, če smo manj drastični, mislim, da se je res treba pač angažirati do konca in tudi, da tisti, ki lahko pomagamo, da na nek način je res prav, da pač stopimo zraven in damo vsaj neko pomoč. No. Hvala. Ja, jaz tudi mislim, da se moramo pač državljani sami aktivirati. No. Ker če ne narediš nič, potem ni nič. Od noč ni nič. Nič ni, ja. Tako da, ja. Ja, nič, zaključimo. Hotela sem še nekaj dodati, da pač, ja, aktivno državljanstvo in to tako naprej, o čemer govorimo že vse skozi. Srečno obema, hvala. Hvala. Tole je bila 6. epizoda Okoljskih zgodb. Poslušajte nas, gledajte nas in spremljajte nas še naprej. Jaz sem pa Karmen. Adijo.